Zapeljani z Daretom Kavričem po Idriji. Morda bi nas s temi Kingstoni njihov šef Darek Kavrič raje zapeljal nekam na Jamajko ali vsaj v Portorož. Ne bo držalo. Dare je pač rojeni Idričan in ima tako kot njegovo živo srebrno mesto tudi sam zanimivo zgodovino. Kdo bi si mislil, da je sprva žgal kitaro pri Kuzlah, ki so sodile med pionirske bende slovenskega panka. Ampak tudi pankeri nekoč postanejo starejši občani in Dare me je za uvod, kljub bližajoči zimi, zapeljal do bližnje idrijske Bele, kamor se zdaj spet vse večkrat zateče napast možgane, kot je nekoč tja v ozko grapo mimo Divjega jezera rad ubežal pred starševskim nadzorom. Čudovito kopališče, mogoče še premalo, izkoriščeno, neznano, ampak za nas je to po eni strani domačine še dosti boljš, ker lahko še bolj, uživamo v lepotah te narave, te čiste vode, res čiste vode in poletje tukaj bajno in ne bi zamenjal za neke portoroške pa nekakšne plaže. Menda ste kot mulci sem leteli s kolesi, ne? Da ste malo obežali staršem, potem ste malo se bolj, z avtomobili vozili pa štopali, zdaj na stara leta pa spet se vse obrnilo, ali kako? Pa ja, ko smo bili mulci, se spomnim, tukaj ta cesta do Idrijske Bele je bila seveda makadamska in smo se po tem prahu lepo prisopihali do Bele, vsi prašni vrgli vodo, se ohladili, imamo pa tukaj preden priješ do Bele, je tukaj, se reče, je več teh tolmunčkov, ki jim po domače pravimo žaunfi. Žaunf, ja. In tu je 5 teh žaunfov, tako najbolj znanih, ne, in kot mulci smo si pač odločili, da bomo šli v ta žaunf, kaj drugega in pol valjda smo zmeraj govorili, kjer mu je bolj topla voda, kjer je bolj fajn. In pol, ko se nam pa že ni več dalo s kolesi, smo začeli poštopati, ker moram reči, da je bilo res zelo prometno to, čeprav so predvsem kraljevale takrat, recimo kakšne stoenke, pa fičoti. Tisti žaunfi me še zanima, verjetno se je tudi slišalo nekaj podobnega kot žaunf. Ja, kot zblank, ja. Morda je poletje res temperaturno ustreznejši čas za obisk te bistre rečice pod Klavžami, a mir z žuborenjem vred je po zimi še bolj navdušujoč. Po sprehodu tudi malica pri bližnjem Fežnarju, kjer te dni sezonsko diši po svežih kolinah. V sami Idriji pa je vedno dišalo po žlikrofih, nekoč tudi iz slavne gostilne, ki je imela za tiste čase zelo drzno ime. Zapeljani. Zdaj, Dare, jaz se spomnim še Idrije, ko je šel lahko človek v nebesa in to tista gostilniška nebesa, ampak zdaj že dolgo ni več. Me lahko peleš na malco? Seveda te lahko pelem, tukaj smo zdaj pred gostilno pri Škafarju, kjer dobiš odlične tradicionalne domače idrijske žlikrofe. Seveda niso pa oni tudi edini, ki imajo to specialiteto domačo. Ima še kar nekaj gostiln, Barbara, gostilna Mlinar. Tako da se da kaj pojesti in koga povabiti na kakšno dobro kosilo. Bivša gostilna Nebesa je bila pod gradom, se pravi, to je pa gostilna Škafar. Je pa 3 bajte naprej tukaj. Mimogrede, Škafar ni zgolj kakšen priimek Oštirja. Škafar je po legendi pred 530 leti prvi odkril živo srebro. No, ampak z malico se ne mudi. Prej se splača malo sprehoditi po lepo preurejenem glavnem trgu znanega arhitekta Borisa Podreke ali pa še dlje ob bregovih Idrice. Darek Kavrič pozna vse tukajšnje skrivnosti, tudi dušo ljudi. Vemo, da imate najstarejšo slovensko realko, najstarejše namensko zgrajene gledališče. Ne eno, 2 gledališči imate v tako majhnem kraju. Res je, in tukaj, kjer smo zdaj, to je v Idriji reče tukaj Rudniška dvorana, ne? In moram reči, to, kakor jaz vem, so zgradili nekje po vojni. V drugi vojni najprej je bila tukaj menda konjušnica, kakor sem slišal,
In pol s časom se je to spremenilo v neko večnamensko dvorano, predvsem mislim za gledališke igre. Moram pa reči, da kot mulci smo tukaj poslušali ogromno koncertov, recimo takrat popularnih, ne vem, Oko, Jutro, Buldožer, Predmestje, Rudolfo, Tomaž Domicel, vsi so bili tukaj. In kasneje, ko smo bili še lih malo starejši, pa smo dobili v tem prostoru, prav kot band Kuzle, smo dobili prostor za vaje. In zanimivo je, recimo, da je 5 let nazaj, ne vem, nekaj smemo, neke opravke tukaj. In sem rekel v hišniku, alo greva pogledat ta plac, kjer smo vadili, ne. In pridemo noter in tak na enem tramu, tak na visoko napisano Kuzle. In se pravi, je obstalo po vseh teh letih še zmeraj to, se pravi, trama niso požagali. Tale spremljevalni zvok, to kakšen Idrijčan spi? To je heavy metal. Le kdo bi lahko zaspal, ko pa je še toliko videti, ali pa se na novo seznaniti z navidez znanim? Naprimer, enim največjih neplemiških gradov na Slovenskem, Geverkenegom, zdaj kulturnim središčem. Menda je bil to zgrajen pred vdori Turkov in ostalih teh majstrov. Drugač pa tukaj je bilo dolga leta, je bilo ogromno teh rudniških strojev not na glavnem trgu, kjer smo se kot mularija dosti igrali in zdaj pač tiste vse sprazniljenje, lepo grajsko dvorišče, kjer se dogajajo koncerti in če kdo pravi, da je v Idriji dolg čas, kar se tiče kulture, sigurno ne, samo poiskati se mora. Ja, včasih tisti pomagaj si sam, že brez Boga dobro deluje. Če so ljudje ob tem širokodušni, je še lažje. O tisti širini duha, sva govorila, Vi ste takrat že leta 80 pripevali o imigrantih, pravzaprav. Ja, pravzaprav, ja. Bom rekel, nažalost, pred časom, Moram reči, da ta zgodba očitno se ponavlja že leta in leta, ampak moram reči, da Vahid je bil pa resnična oseba, tako da je tu ima en poseben čar. Vahid, pej domov. Ja, Vahidu ni pomagalo niti dejstvo, da so v bližnji stavbi organizirali spoznavne plese, zato se jih pa Dare toliko bolj rad spomni. Tole je pa magazin, že arhitekturno zelo zanimiva stavba tam iz konca 18. stoletja. Pod UNESCO-ovo zaščito sem videl. Tako. Vse to. Res, da se imenuje magazin, ampak na vrh se pravi v drugem štuku te stavbe je bil dolga leta nazaj mladinski klub. Moram reči, da je bil to menda eden prvih mladinskih klubov nasploh v Sloveniji. Mi smo pa potem valjda se to prenašalo iz generacije v generacijo in tudi mi smo tukaj vse četrtke prebili na teh žurih, tako da v petek je marsikdo manjkal tudi pri pouku. Se pravi, seveda dodaten čar je bilo tudi to, da je bila v Idriji dolgo časa tudi vzgojiteljska šola. Tako da je bilo tukaj zmeraj ogromno punc, tako da še zdaj ne vem, kdo je tisti, ki je to, bom rekel, ukinil to šolo in jo preselil v Ajdovščino, ker zdaj je verjetno dosti bolj dolgočasno, kot je bilo. Ta ni imel pojma v demografski politiki. Po mojemu tudi ne. Napaka pa taka. No, ampak ker je vsaka stvar za nekaj dobra, se je pa Dare Kavrič spomnil še prijateljice, ki naj bi bolje od njega pojasnila, kaj je to Geopark Idrija. Menda naj bi bila s tem laskavim nazivom ovenčana kar celotna občina. Sanja Marija Pelis nam je razložila ves ta idrijski naravni, kulturni in kulinarični ponos obenem. Idrija ima zdaj 3 UNESCO znamke. Ena je dediščina živega srebra, nekdanja Idrija in Almaden. Potem imamo UNESCO Geopark. Idrijski geopark zavzema celotno območje občine Idrija. In zdaj čisto na novo je tudi idrijska čipka kot del klekljanja čipk na Slovenskem upisana na seznam nesnovne dediščine. Zdaj pa kar zadeva geopark. Domačini vedo, da so v geoparku? Pri domačinih je različno. Tisti, ki so vključeni v delovanje geoparka, ga zelo dobro poznajo. Tisti, ki jih pa to ne zanima, ki bom rekla, hodijo pa samo vsakodnevno v službo in nazaj in jih okolje ne zanima toliko, pa ne. Dare, ti hodiš samo domov pa v službo. Kdo? Ne ugotovlja. Kaj?
Ti hodiš samo domov, pa v službo. Ja. Ne, zdaj sem malo več. No, pa smo tudi Dareta Kavriča našli na levi nogi in to v njegovi Idriji. Je pa res, da se je še isti hip znašel, spomnil se je namreč na obljubljeno malico, torej za konec Geopark Idrija, kulinarični odsek Žlikrofi. Idrijski žlikrofi so eni in edinstveni, tako da vsi drugi so samo neki približki. Ne? Tako da jaz mislim, da če čujete poskus prave žlikrofe, morate priti na idrijske žlikrofe. Je pa res, da zdaj imamo te tradicionalne, ne? Pač v zadnjem času pa se ponujajo tudi novi okusi, recimo ne vem, špinačni žlikrofi recimo, ali pa z morskimi sadeži. Fajn je, da je tradicija, ampak fajn pa tudi nekaj novega, ne? Zelo dobro popestritev. Veš, kako bi zvenela zelo učedo. Kako? Tudi žlikrofi potrebujejo strukturne spremembe. Recepta vam pa tokrat ne izdamo, nalašč, ker potem najbrž sploh ne bi prišli do Idrije. Kakšen nepozoren poslušalec bi nemara po pomoti z receptom zavil celo v lekarno. To bi bilo pa ob bogastvu sestavin in verjetnem nesporazumu lahko že nevarno.